Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v še eni tedenski izdaji na televiziji Celje. Pretekli teden smo imeli v gosteh goste iz gledališča Celje, tudi danes pa nadaljujemo. Pretekli teden smo predstavili njihovo zadnjo premiero letošnje sezone, danes pa z upravnikom gledališča Celje Miho Golobom predstaviva novo sezono, ki jo pričnejo v septembru. Potem sledi tudi stalna rubrika, ko načelnik upravne enote Damjan Vrečko odgovarja na vaše vprašanja. Tudi tokrat smo mu zastavili dve. Gremo torej po vrsti. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, zdaj pa ob sebi že pozdravljam malo prej napovedenega osrednjega gosta tokratne tedenske izdaje na televiziji Celje. To je upravnik gledališča Celje Miha Golob. Miha, živijo, lep pozdrav. Živijo. Ja, takole, Miha, bi mogoče preden se lotiva, v uvodu sem napovedal, da bova tudi midva napovedala novo sezono, septembrsko novo sezono gledališča Celje, pa bi se za začetek ustavila še pri tej stari. Pretekli teden, ravno v tedenski oddaji, če ste zamudili, smo gostili člane oziroma akterje predstave, tega okusa še niste poskusili, ki je bila tudi zadnja predstava letošnje sezone, pa mogoče kakšni so vtisi po petkovi premieri za nek uvod. Ja, ne vem, zaključek sezone je le zaključek sezone, veseli smo, sezona je bila dolga, sezona se ponavadi začne že, ne vem, v juniju, maju in potem traja pač praktično celo leto, tako da smo na nek način sezono zaključili in smo v pripravah za novo, vaje so za novo sezono že potekajo, vlak se ni ustavil, tako da pičimo dalje. Tako. Miha, kmalu bo leto dni, kar ste prevzeli vajeti v gledališču Celje, ampak dejansko ta preostanek je še, nekako ste podedovali še sezono od predhodnice Tine Kosi, zdaj ta septembrska pa je vaša, če se tako izrazim. In kot ste omenili, bi mogoče preden razgrneva vse te načrte, na socialnih omrežjih ste že dali malce za pokušino, predstava Juriš nastaja, in če sem prav razumel, je tudi delno ali pa po celoti posvečena tudi letošnjemu letu, v katerem slavimo, oziroma ga je tudi Ministrstvo za kulturo razglasilo za leto Karla Destovnika Kajuha. Torej, zdaj sem malce napletel. Miha, prosim, razpletite. Ja, bom probal. Ja, res je. Ko bo kaj več o sezoni sami, bo mogoče bolj jasno tudi, kako se je ta predstava znašla na našem repertoarju. Ja, gre za projekt mlade avtorske ekipe. To smo si želeli tudi pripeljati neko kvalitetno mlado ekipo in dati nek prostor, neko varnost za ustvarjanje. In Kajuh prihaja iz teh koncev, rodil in umrl se je tukaj blizu v Šoštanju, a ne blizu tudi rojstne hiše umrl. In ja, izkoriščamo to priložnost, Kajuhovo leto in ne vem, Kajuh se mi zdi ena taka super osebnost tudi, ki bi nas lahko danes bila motivacija in navdih tudi za naprej, a ne, tudi danes še. Tako da se mi zdi to en super uvod v sezono. Dobro, kot ste omenili, Miha, se vrneva k samemu repertoarju malce kasneje, pa mogoče se vrnem eno vprašanje nazaj. Torej, prevzeli ste vajeti od Tine Kosi. Zdaj, seveda, kakšne bodo razlike ali kaj bo ostalo podobnega v primerjavi z preteklim delom, preteklimi sezonami, kot so bili gledalke, gledalci, obiskovalci vajeni, je kaj takšnega, kar bi mogoče izpostavilo tako v splošnem smislu naprej? Ne vem, sezone pač v gledališču potekajo pač po nekem vzorcu, po nekem ustaljenem ritmu, tako da v tem smislu, ne vem, niti nisem v tem razmišljal, kaj bi bilo drugače, ali pa kaj bomo spreminjali in tako naprej, bolj sem štartal iz neke nule, iz nekega svojega razmisleka o gledališču, pa tudi o okolju, v katerem pač to gledališče deluje in se v bistvu s tem za nazaj nisem kaj dost, ali pa se nismo kaj dost ukvarjali, smo na novi poti, začenjamo z nule in to se mi zdi najpomembnejše za nas. No, tako, jemem si kot neko malce ekskluzivo, mogoče tole, da danes že razgrinjava tukaj na televiziji Celje novo sezono, jo pa boste razgrnili na neki uradni predstavitvi, ki ne bo zdaj klasična tiskovna konferenca samo za novinarje in to že kaj kmalu, če sem prav razumel, konec tega meseca, 31. maja. Kako točno bo potekal ta dogodek in če prav razumem, se bo dalo že tudi vpisati abonmaje? Tako, 31. maja bomo ob 6. imeli to prireditev, svečano razgranitev sezone.
vstop je prost, to bo neke vrste razširjena tiskovna konferenca, imeli bomo vmes pevske nastope z našim ansamblom, tudi kakšne druge odlomke literarnih del ali pa poezije in vabimo vse, no, da pridejo in tudi ob tem prazniku, ker razgrnitev nove sezone je ravno tako, bi rekel, nek praznik za gledališče. Vsi čakajo, kdaj bo visel na oglasni deski, kaj se bo igralo, kaj bojo delali naslednjo sezono, tako da je to neko obdobje, ko gledališče brbota, no, in pričakujemo vsi ta dogodek in že na ta večer in potem cel junij bo potekal predopis abonmajev za novo sezono in vabim vse, da pridejo nas podpreti, da pridejo pogledati, kaj delamo. Tudi v tem predopisu so cene zelo ugodne, tako da vabljeni. No, pa zdaj, ko smo že pri tem, recimo, temu bolj komercialnem delu pogovora, ne, Miha, letos, če sem prav razumel, pripravljate malce drugačen sistem abonmajev, predvsem za otroke in tudi abonma za predstave, ki so starejšega datuma, ampak so še vedno aktualne oziroma se jih da pogledati. Lahko malce predstavite, kako ste zastavili? Ja, mogoče bi najprej okrog otroškega programa šlo na to. Zdaj, vemo tudi iz prejšnjih sezon celjskega gledališča, da je gledališče delalo po eno otroško predstavo na sezono. Z eno otroško predstavo je zelo težko, bi rekel, zamejiti ali pa točno ciljno publiko otroškega občinstva zadeta. Mislim, v otroškem gledališču poteka, bi rekel, je en kup generacija, neka predstava za 3-letnike, 4-letnike, 5-letnike, nekaj popolnoma drugega kot recimo gledališka predstava za enega 10-letnika. Do zdaj smo imeli abonmajček razpisan kot nek celoten, splošen, z neko splošno ponudbo otroških predstav. V novi sezoni bomo probali to malo razparcelirati, da bomo naredili en abonmajček, se pravi izbor 3 predstav drugih slovenskih gledališč za malo mlajšo publiko in 3 predstave za malo starejšo publiko. To je recimo ena taka novost, da bi probali ta program še majčkeno razširiti. To dodatna pa ta ponudba glede tega abonmaja starejših predstav pa prihaja tudi iz nekih, kaj pa vem, iz nekih različnih razmislekov. Meni se je vedno zdelo zahtevno privabiti publiko v gledališče na abonma, kljub temu, da v bistvu ne vemo točno, kdaj se bojo predstave odvijale, kdaj bojo premiere in tako naprej. Gledališče je živ organizem in se kar naprej nekaj dogaja, bolezni, ne vem, tehnične ovire in tako dalje. In težko določimo vnaprej program za celo leto, da bi recimo publika točno vedela, kdaj bo imela predstave. Pri predstavah starejšega tipa, ki so pa imele premiero že v prejšnjih sezonah, pa to lahko na nek način naredimo, tako da bomo razpisali abonma starih predstav, se pravi predstav, ki so imele premiere v prejšnjih sezonah. To bo prvo soboto v mesecu se bojo odvijale v našem gledališču. Hkrati je pa to tudi priložnost za predstave. Mi si seveda želimo, da so predstave čim dalj na sporedu, ampak to je tako zahtevno v nekem tehničnem smislu, logističnem, treba je pol imeti, ne vem, več predstav, ko imaš na programu, več scenografij, moraš imeti pospravljenih v fundusu, več kostumov, to je zapleteno pol glede, ne vem, skladiščenja, dela okrog tega in tako naprej. Tudi prodaje, lažje prodajati na nek način eno predstavo kot 10 različnih predstav, se fokusirati, lažje na eno predstavo. Želimo pa si, kot sem rekel, da bi predstave čim dalj ohranjali pri življenju. Pač veliko dela je vloženega vsako predstavo in je škoda, da predstava recimo kar takoj ali pa kmalu ali pa po enem letu pač gre v odpis. Vemo, da gledališče, film si lahko pogledamo pol še, ne vem, 20, 30, 40 ali več let po nastanku. Predstava pa, ko enkrat gre z programa, umre. In če sem prej rekel, o praznikih gledališča so pa to žalostni dogodki, pogrebi predstav, ko gre scenografija v razrez in igralci vržejo tekste stran oziroma jih pospravijo. Lahko bi rekla, da torej gre za abonma za zamudnike in povratnike. Tako. Mislim, tudi smo po nekih anketah, ki smo jih delali, smo ugotovili, da v bistvu vsako leto veliko tudi novih abonentov. Se pravi, da je veliko ljudi, ki na novo vsako leto prihajajo v gledališče in potem smo sklepali, da niso vsi vsega videli. Gre pa tudi za nabor nekih predstav, ki so bile mogoče v covidnem času bolj sproducirane in niso v bistvu imele neke ta prave priložnosti, recimo, da bi se razvile, pa prav tako publika ni imela nekih pravih priložnosti,
da bi jih videla. No. Tako. No, dobra in pametna gesta. Miha, zdaj pa greva kar k repertoarju. 7 predstav, eno sva že omenila, pa se k tisti vrneva, mogoče še navezujoč se na ta otroški abonma. Predstava za otroke in to interaktivno, menda pripravljate, to mi je seveda takoj padlo v oči, ker pa ste tudi sami podpisani kot režiser, bi mogoče s to začela. Lahko to začne. Ko sem prišel v gledališče, celjsko gledališče, sem si seveda, moje prvenstveno poklic je biti režiser, oziroma režiser sem po izobrazbi, tako da sem seveda si želel tudi v celjskem gledališču režirati. Pred leti sem tudi v celjskem gledališču že režiral več predstav. In ko sem se ukvarjal sam s sabo o tem, kaj bi v bistvu lahko ponudil, zdaj kot umetniški vodja in režiser temu zdaj mojemu gledališču, sem se nekako odločil, da bi to bila ravno otroška predstava, po katerih v zadnjem času več delam, tudi v tujini veliko in tako naprej, in razvijam neko svojo poetiko in estetiko teh otroških predstav, tudi vezane na nek razmislek o tem, kaj je to sploh gledališče za otroke, kaj je umetnost za otroke, kakšna bi mogla biti. Tukaj se vedno sprašujem, recimo, umetnost pa vse za otroke delamo mi odrasli. Tako pravim, če bi otroci lahko sami napisali pravljico, sami naredili predstavo, sami skonstruirali recimo gledališče ali pa šolo, sem prepričan, da bi te prostori in te stvari bile popolnoma drugačne od tega, kaj mi seveda z vso ljubeznijo in zavzetostjo naredimo. In v tej smeri pač razvijam neko to svojo filozofijo okrog umetnosti za otroke in tudi otroških predstav. In to je neka ideja okrog predstave, ki je nastala na podlagi slikanice To je žoga. Gre za tako zelo zabavno slikanico, ki je, recimo, če tako povem, na prvi strani je narisana kocka in piše, naslov pa je To je žoga. In to že sproža seveda pri otroku, ki to bere, in tako naprej, že en kup vprašanj, interaktivnih posegov, bi rekel. Če to, recimo, to slikanico bereš otroku, če tako probam praktično razložiti, bo otrok seveda zelo veliko imel zraven zapovedati, se bo z vami prerekal, šel z vami v dialog, v konflikt, ali je to zdaj res žoga, ali je to škatla, ali kaj zdaj to pravzaprav je. In naslov To je tekma prihaja iz ene take ideje, v tem smislu imamo vstopnico, sedimo tukaj, imamo stole, sedimo na stolih in očitno smo na tekmi. Ampak seveda nismo na tekmi, ampak smo v gledališču. To je recimo nek štart predstave in potem skozi razvoj, skozi predstavo presojati o tem, kaj je res, kaj ni res, kaj se spremeni, če pogledamo eno stvar iz leve strani ali pa z desne, ali se kaj spremeni. Če zdaj se tako postavim, je desna tukaj, če se pa obrnem, je pa desna tam, in ta percepcija se mi zdi, da je zabavna in da je to nekaj, kar sproža domišljijo in tudi nek razmislek o konceptu, o resnici, o stvarnosti otrokov. Dejansko bo tudi ena predstava, kjer bo celo zaželjeno, da bodo otroci med predstavo govorili. Tako, želimo si, gledališče je tudi stvar reakcije in tako naprej, in si seveda želimo smeha in komentarjev tudi naše najmlajše publike. Tako. Greva naprej, Miha, torej to je tekma, interaktivna predstava za otroke, potem pa, da se vrnemo mogoče k Jurišu, ki, če se ne motim, bo prva v novi sezoni. Nekaj sva že omenila, mogoče če še kakšno besedo mogoče o avtorjih oziroma soavtorjih oziroma udeležencih pri predstavi. Mogoče bi šel... Lahko tudi drugače. Ja, mogoče bi drugače bi rad to povedal. Gledam, ker kot neko celoto, ko sem razmišljal o sezoni, ko sem prihajal v mesto in v gledališče, sem se spraševal o tem, kakšna je pozicija gledališča v mestu, kako gledališče razume mesto in kako mesto razume gledališče. Vem, da je gledališče pomembno za Celje, pomembno je tudi za gledališko sceno slovensko. Gre za eno večjih gledališč v Sloveniji, tudi z enim daljšim stažem, se pravi z dolgo zgodovino. In to je recimo bilo eno od izhodišč. Drugo, da je pač dejstvo, da je recimo v celjskem gledališču nas je veliko, ki ne prihajamo iz Celja,
Recimo ansambl, vemo, da je celjski ansambl pretežno iz igralcev, ki se vozijo, ki prihajajo v Celje dnevno iz drugih krajev, z Ljubljane, Maribora in tako naprej. In je to dolg časa tudi, in je še vedno tudi nek problem, bi rekel, gledališča, ker potem, ne vem, tudi zelo malo odhajajo iz gledališča, recimo mladi, vemo, da v preteklih letih bilo veliko mladih, kvalitetnih igralcev in tako naprej, ki so recimo potem, ko so dobili priložnost v drugih večjih gledališčih, tja odšli. In to se mi je tudi predstavljalo kot nek velik problem, recimo. Potem sem pa začel malo študirati zgodovino teatra, pa tudi zgodovino Celja, in sem v bistvu prišel do tega, da je to neka stvarnost, ki ne bo možno ubežati, da je to lastnost, ki je verjetno povezana s samim Celjem, z geografijo Celja. Ja. Celje bo vedno ujeto tle, bom rekel, med Ljubljano in Maribor, in to se ne bo spremenilo, mislim, to, ne vem, In se mi zdelo to, se pravi, da moramo mogoče bolj se vprašati o sami sebi, sprejeti določena dejstva, kje delamo, kaj ustvarjamo in tako naprej. Zato je pa nujno potreben se preizprašati o tem, ne vem, preveriti, kaj mi mislimo o okolju, v katerem delamo, kaj okolje misli o nas, ki tukaj delamo. Gledališče je v bistvu en atelje, bi rekel, kjer pač nastajajo neka umetniška dela, neke kreacije, igralske, režiserske, scenografske, kostumografske. In za umetnika se mi zdi nujno in pomembno, da ve, v katerem okolju ustvarja, kako se na to okolje navezuje, kako ga nagovarja in tako naprej. In iz tega ven sem nekako si želel, da bi prvo sezono nekako oblikovali v nekem odnosu do mesta oziroma do okolja, v katerem delamo, v katerem ustvarjamo, da se mi preizprašamo o tem, kako razumemo to okolje, da mi spoznamo kaj novega o tem okolju in da tudi okolje mogoče nas razume o tem, kaj smo in nas tudi sprejme take, kakršni smo. Se pravi, da gre za neko vzajemno, bi rekel, komunikacijo ali pa dialog. Tako, in potem sem začel zelo hitro govoriti o tem, da bomo sezono pač posvetili Celju in Šaleško-Savinjski regiji in da bomo iskali neke vsebine in avtorje iz tega konca. No, to se mi je zdelo pač kot neko izhodišče pomembno in potem sem počasi začel sestavljati program. In mogoče bi začel z eno drugo predstavo, pa bi se mogoče potem na Juriš vrnil in mogoče taka izhodišče, recimo za sezono je bil izbor romana Vinka Möderndorferja, Druga preteklost. Vemo, da obstaja še en, recimo, podoben roman, to je od Miloša Mikelna Veliki voz. Pa tale od Vinkota, tale roman Druga preteklost. No in potem sem zelo kmalu k sodelovanju pri tem projektu poklical Lukata Marcena, Celjana, tako, in se mi je zdelo pomembno, da če se to spravlja na oder, da bo to dela nekdo, ki tudi z tega okolja prihaja. Moram reči, da je bil Luka zelo vznemirjen na začetku, ko sem mu to predlagal in vesel tega, no in sta se potem z dramaturginjo Tatjano Doma spravila, ker sta že usklajen tudi par, bi rekel, ustvarjalni, spravila k delu dramatizacije. Avtor sam, Vinko Möderndorfer, je bil ravno tako navdušen nad idejo in to je začetek, bi rekel, nekega razmisleka v sezoni in tako naprej. Šlo bo za večjo predstavo, ne vem, čez 15 igralcev. To je roman, ki govori o teh krajih, med obema vojnama, na nek način pač vsem tem, kar nas še zmeri kot narod združuje in deli. Tako da se mi je v tem smislu to zdela neka super ideja. Znotraj programa sem želel dati mesto tudi mladim ekipam, kot sem prej rekel, neko varno okolje in tako. Potem se je pojavila tudi strani ministrstva ideja in predlog o tem, da gremo v Kajuhovo leto in to se je takoj seveda spet ponudilo, točno to, bi rekel, mislim, neko naključje, da se je to nekako poklopilo na to mojo idejo o Celju in tako naprej. Vedno, da Kajuh prihaja, kot sem že prej rekel, iz Šoštanja. Tudi umrl je v teh koncih in tukaj je potem štartala ideja, angažiral sem eno najmlajših režiserk trenutno na sceni, Prodornih, njena predstava je zmagala na Tednu slovenske drame ravnokar, tudi je uvrščena na Borštnikovo srečanje in prihaja in že dela pri nas zdaj
z mlado ekipo. Se pravi, predstava, ki bo nastala po delu in življenju Karla Destovnika Kajuha, kjer bomo probali o pesniku spregovoriti bolj skozi, bi rekel, njegovo vizijo življenja, skozi njegovo vizijo svobode in tako naprej in ga na nek način iztrgati mogoče iz tega političnega primeža, v katerem je hočeš nočeš Kajuh pač kot mlad partizan umrl pristava. Dejansko zelo mlad. Tako zelo 21 let star. Se mu je pa ves čas pripisovalo to partizansko pesništvo in samo to. Se pa preizprašujemo v tej predstavi, kako bi bil svet, pa ta država mogoče danes drugačna, če bi tudi svojim sotrpinom na drugi strani, Balantičem, to vojno preživela in mogoče svojo etiko in odnosom do sveta mogoče pomagala nam vsem skupaj v boljšo prihodnost. To je recimo ta druga predstava. Iz druge preteklosti v boljšo prihodnost. Tako, tako. Ja, tako, sej, ker tudi druga preteklost, tudi sam avtor Möderndorfer govori veliko o tem, da je to predstava predvsem o času, o minjevanju, spreminjanju, o tem, kaj je preteklost, kaj je sedanjost, kaj je prihodnost. Tudi se mi zdi tudi zelo zanimivo tudi za samo mesto, ki se ravno tako spreminja, ima neko obdobje, ki je za njim, čakajo ga nova obdobja in tako naprej. In se mi zdi tudi to razumevanje med temi časi, da je za vse nas pomembno, da vsi razumemo, kakšen je pomen preteklosti, kakšno je bogatstvo preteklosti in da se zaradi, ne vem, sedanjosti ne smemo obstrašiti prihodnosti. Tako. Pa če se ne motim, eno povezavo, sem zdaj se spomnil, med Vinkom, Luko in Karlom, vsi trije so na isto gimnazijo hodili. Tako. Po kateri se tudi prva imenuje, pa še celo po S tem, da je Luka pa Vinko nista bila izključena iz te gimnazije, kar je Kajuh bil izključen. No, se pravi, režiserka Juriša Živa Bizovičar, kot sem že rekel, že dela predstavo. Naslednja premiera bo naslov predstave Paradiž. To je neka hudomušna izpeljanka imena oziroma poskus imena Doma za upokojence. Predstava bo režiral italijanski režiser Matteo Spiazzi, ki je v slovenskem gledališkem občinstvu že znan po odličnih lutkovnih predstavah, tudi, s katerimi je tudi zmagal na slovenskem, glavnem slovenskem lutkovnem festivalu in tako naprej. Je pa on velik strokovnjak tudi za komedijo dell'arte. Komedija dell'arte je to nek princip komedije, eden od osnovnih principov, najstarejših principov komedije. Zdaj se mi je to takoj tudi zanimiva kombinacija, tudi zato, ker smo mi v končni fazi gledališče in mesto, ki prireja festival Dneve komedije, ki je zelo popularen. Sem presenečen in zelo vesel, da je ta festival tako dobro sprejet v Celju in v okolici, da ga imajo ljudje in publika za svojega. In s to predstavo nagovarjamo tudi ta del publike. To gre za predstavo torej v maskah, brez besedila. Prizorišče bo Dom upokojencev, neka skupinska soba v Domu za upokojence, kjer se dogajajo razni pripetljaji, takšni in drugačni, hudomušni, komični, mogoče tudi kakšni tragičen tu pa tam. Zanimiv se mi je zdaj pri tej predstavi, tudi kot gledališče imamo včasih probleme tudi z, recimo radi bi gostovali več v tujini in tako naprej. V tem dramskem gledališču je teh gostovanj manj, to so draga gostovanja, velikrat je povezan tudi z jezikovno bariero in tako naprej. In je to predstava mogoče, ki ima nek mednarodni potencial, tudi zaradi tega, ker bo pač nema predstava, ker imamo tudi pač mednarodnega režiserja, in tako naprej. Premiera te predstave pričakujemo konec novembra, tako da bomo decembra jo lahko že na polno igrali. Mogoče eno vprašanje za vmes. Miha, nisva še o tem povedala, zdaj, ko sva že malce čez polovico, 4 sva že predstavila, to je tekma Juriš, druga preteklost in Paradiž. Mali oder, veliki oder, kako jih boste razporejali? Ja, Juriš je na malem odru, ostale so pa na velikem odru. Ja, imamo ta mali oder, ki ga probamo pač super luštna dvorana, fajn energija, fajn se počutimo tam in bi radi pač tam program malo razširili. Imamo 2 monodrami, imamo predstavo Oče, tudi zelo popularno, mislim, publika je zelo dobro sprejema
predstava o demenci z Brankotom Završanom. In bi radi pač program na malem odru tudi povečali in Juriš je del te zgodbe. Ne. Zdaj, če grem naprej, greva pa že v leto 2024. Že leto 2024 in spet se lahko malo v bistvu na Juriš navežem, pri tem, ko bi predstavil naslednjo predstavo. To je predstava, ki bo nastala po tekstu Žana Pola Sartra Zaprta vrata. Torej, lahko rečemo klasik. Ne? Klasika. Ideja te predstave oziroma poriv za to predstavo je objavljen program za maturo za leto 2024. In tekst je na maturi predviden za pomoč pri pisanju eseja za maturante. Zdaj, mi bi radi v Celju, v gledališču seveda nagovorili točno to publiko, srednješolsko, tudi študentsko, ki vemo, da sicer v Celju študentov še ni tako veliko, ne, če tako lahko rečem, ampak vsekakor gledališče je predvsem, bi rekel, odvisno od te vrste publike, srednješolske in študentske, ker je to publika, ki potem lahko tudi leta in desetletja nosi to gledališče v srcu in hodi v gledališče. Na neki točki dobijo kupno moč tudi ti študentje in če so navajeni, bodo hodili potem tudi. In tudi gledališče rabi, ne bi rekel, dalj, ko hodiš v gledališče, se mi zdi, da bolj stvari poznaš, bolj uživaš, več stvari lahko iz gledališča odneseš. No? In je fajn, da ravno v tem obdobju, kot je ne vem, puberteta in vsi ostali izzivi življenja, ki je pred tabo, vznemirjajo, da je fajn, da je gledališče eno fajn prostor, kjer lahko tudi kaj razmisliš, premisliš, sprovociraš sam sebe do tega, da kaj razmisliš in to se mi zdi super. No. In tudi Sartre paš. Tako, in Sartre se pravi ta eksistencializem, Zaprta vrata, zato so tudi dali verjetno na program. Tako je. In zato sem rekel prej, da se navizujem tudi malo na Juriš, ker je Juriš tudi v bistvu neka predstava, s katero seveda tudi nagovarjamo direktno, bi rekel, tudi srednješolsko publiko, ne, z mlado ekipo in z neko temo, ki je, mislim, da v učnih programih seveda prisotna. Ne. Se pravi, januarja ta premiera, Zaprta vrata v režiji Mateje Kokol. Gre za režiserko, ki je delala veliko že teh predstav za toliko stare, se pravi mladinskih na nek način, ki je nagovarjala to srednješolsko, gimnazijsko publiko. Ob tej predstavi bomo imeli še neke določene spremljevalne okoliščine. Pri predstavi sodeluje dramaturginja in pisateljica Katja Goričan, se pravi tudi lokalna avtorica, ravno kar zelo prodornim in popularnim romanom Materinska knjižica in smo tudi veseli, da pride v Celje s to ekipo. In bomo imeli znotraj programa, si želimo pač tle nagovoriti srednješolce, mogoče tudi na nek drug način, z njimi izvesti kakšne delavnice, pogovore o teh temah, ki so na maturi in vezane pač na ta tekst in obogatiti ponudbo te predstave. Dve še ostaneta? Dve nama še ostaneta, ja. Ne, dolga sezona bo, ne, vidva, ne. Ampak zanimiva. Ja, no, in potem nič ne bomo, še stopnjujemo, bi rekel, do konca in po zahtevnosti in po vsebinsko in tehnični zahtevnosti. Naslednja predstava bo nastala po motivih zgodovinskih klasik, zgodovinskih romanov Williama Shakespearea, naslov bo Kralji. Predstavo bo režirala Livija Pandur. Poznamo jo sicer kot dramaturginjo, ki je delala večinoma s svojim bratom Tomažem Pandurjem. Livija zdaj zadnja leta, po Tomaževi smrti, veliko režira sama predstave, ki imajo še zmeraj, bi rekel, ta pandurski naboj v tem nekem in estetskem in vsebinskem smislu. Taka bo tudi ta predstava na visokem estetskem nivoju in tako naprej, vse, kar iz Pandurjevega gledališča izhaja, in sem zelo vesel, da sem Livijo uspel prepričati, da pride v gledališče naše in da bo tukaj naredila predstavo. Istočasno se bo delala tudi neko predstavo v Dubrovniku, kjer tere naslov bo Kralji, in to ne bo šlo za koprodukcijo ali kaj takega, ampak je to mogoče neka širina te predstave, ki se bo možno tudi ki bo možno prinesla tudi kaj dodatne vrednosti na to. Premiero te predstave pričakujemo marca.
To je to, ne, kaj bi tle še kaj povedal, vsi nestrpno to tudi čakamo. Verjetno bo ansambl tukaj mlajši, recimo to lahko še rečem, tako moški del kot ženski del ansambla. Tako da to, okrog te predstave. Zadnja pa je, glasbeno imate veliko talentiranih igralcev in bi bilo škoda, da tega ne bi izkoristili. Ne? Ja, glasba je v gledališču, moram reči, da jaz uživam, ko gledam igralce, ko pojejo, to je druga energija, drug vibe, če lahko tako rečem, kot recimo sami glasbeniki. Jaz mogoče nisem tako občutljiv na pravilnost zadetih tonov in tako, ampak mi je pa važna ta energija in imam zelo rad, ko igralci v predstavah pojejo. In tudi imamo, tako kot pravite, veliko dobrih pevcev v ansamblu, ki mi kar naprej govorijo, da bi radi kaj peli in tako. No, to je en del te zgodbe, se pravi predstave z naslovom 3 ja, to je izpeljanka iz različnih stvari. Ena od glavnih mogoče izpeljank iz tega imena je eno od imen za Celje, se pravi Mala Troja. Trija. Ja, tako, in je iz tega ven to neka izpeljanka. Gre za predstavo, ki bo po mojem super zaključila to sezono, posvečeno mestu in okolju, v katerem ustvarjamo. To je predstava, gre za ulično predstavo, se pravi, šli bomo v mesto, šli bomo na ulice, pričakujemo veliko sodelujočih, se pravi tako praktično celoten ansambl. Pričakujemo, da bomo sodelovali tudi z drugimi društvi in skupinami, zainteresiranimi posamezniki iz mesta in z okolice. Govorimo, ne vem, pevskih zborih, o gledališču Zari mogoče, ne vem, na različne s kakšnimi umetniki iz kulturne četrti. Verjamem, da so bili tudi, pardon za prekinitev, tudi na mestni občini Celje veseli. Župan je večkrat omenil, da bi rad obudil mestno jedro in zdaj, če boste profesionalni gledališčniki prišli v mesto na ulice, je to vsekakor plus za vse, verjetno. Ja, moram reči, da res čutim to, da vsakič, ko to razlagam, ali pa ko sem začel to razlagati, da čutim veliko podporo z vseh strani, da tudi z drugih, radi bi sodelovali tudi z drugimi, ne vem, z muzejem, knjižnico in tako naprej, in čutim tudi od drugih neko odobravanje in podporo temu projektu. Se pravi, govorimo o predstavi po starem mestnem jedru, govorimo o nekih različnih prostorih po tem mestnem jedru, po neke vrste gledaliških inštalacijah, se pravi, da se bo na različnih mestih dogajale različne zgodbe, ki bodo na nek način povezane v celoto kot neke vrste časovni stroj, s katerim bomo potovali po, ne vem, zgodovini mesta, zgodovini gledališča in tako naprej. Gre za zelo zahteven projekt, ne vemo, kako ga bomo speljali, verjetno bomo imeli en kup problemov, kar tak projekt prenese. Vreme je še najmanjši, ali pa na koncu sicer izkaže za velik, sploh zdaj skozi preverjam, kako bo, upam, da bo drug let, kako bo drug let, no ne vem. Čez leto dni takle čas. Čas, ja, tako naj bi se to začelo dogajati. In komu tako predstavo zaupati, govorim o režiserju, je bilo za mene zelo enostavno, tako da sem to predstavo zaupal Matiji Solcetu, ki je bil tudi na tem navdušen. Gre za režiserja, bom rekel, srednje generacije, študiral je v Pragi, tudi tam predaval. Gre za, bom rekel, ne vem, sodobnega, modernega trubadurja, umetnika v pravem pomenu besede, raznorodnega, odličnega glasbenika. Mogoče ga kdo pozna kot vodjo festivala Floating Castle na gradu Snežnik. To sem lani, recimo, sem šel prav pogledati, odličen festival, odštekan. Nešteto nastopajočih. Ja, nešteto nastopajočih, mislim, odlična energija in tako naprej. In take stvari speljati je zelo težko. Matija ima eno to energijo, en ta odnos za stvari, super režiser. In sem tudi zelo vesel, da pride, tudi se mi zelo veselimo tega izziva, in kome čakamo, da drug let se takole dobiva in pokomentirava, kako je tole izgledalo. Tako.
Miha, ja, predstavila so torej 7 predstav, še enkrat mogoče povabiva torej 31. Torej čez teden dni na dogodek, na katerem boste to tudi še enkrat predstavili in to tudi na bolj zabaven način z veliko glasbe, kot sva rekla, ne. Sam pa lahko recimo ponudim oziroma obljubim, da se od septembra dalje za vsako premiero z deležniki predstav tudi v našem studiu podružimo in predstavimo podrobneje oziroma še aktualno za tisti čas, ko bo to na vrsti. Najlepša hvala, ker to se mi zdi zelo pomembno, da skupaj, mislim, to je vse skupaj naša zgodba, ne, se mi zdi, in da sem hvaležen vsem, ker imam občutek, da v Celju in Celjani podpirajo gledališče na vsakem koraku in sem hvaležen, se mi zdi super to in bomo se potrudili, da to zaupanje in odgovornost, ki jo nosimo ali pa čutimo, da jo tudi opravičimo. Tako da res vabljeni vsi, da pridete pogledati, kaj bomo pripravili. Tako. Miha, hvala za obisk v studiu in vse dobro, veliko sreče z novim abonmajem, pa kot sem omenil, septembra pa potem zopet ponovno. Ne? Super, hvala. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikacij tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. OK LED prodaja vseh vrst LED trakov, LED žarnic in dekorativnih in industrijskih LED svetil priznanih proizvajalcev. Opremljajo stanovanjske hiše, gostinske lokale, poslovne in industrijske prostore. OK LED, salon svetil na novi lokaciji pri poslovni stavbi EMA na Mariborski 86 v Celju. OK LED, ko svetloba spregovori. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, zdaj pa je čas za stalno rubriko tedenske izdaje. Načelnik upravne enote Damjan Vrečko še vedno odgovarja na vaša vprašanja. Tokrat smo mu zastavili 2 vprašanji, on pa je ponudil 2 odgovora. Preverimo, kakšna. Kakšni so pogoji za EU kartico za invalida? Zakon o izenačevanju možnosti invalidov določa, da invalidi izkazujejo status z Evropsko unijo oziroma EU kartico ugodnosti za invalide pri uveljavljanju komercialnih popustov na področjih prometa, turizma, kulture, športa, prostega časa in na področjih, kjer priznavajo ugodnosti na podlagi pridobljenega statusa invalida oziroma nekaterih opredeljenih telesnih okvar. Stranka vloži zahtevek za izdajo tako imenovane EU kartice ugodnosti za invalide lahko na katerikoli upravni enoti v Republiki Sloveniji. Včeraj sva s hčerko, ki je stara 14 let, dali delati osebno izkaznico, ker smo jo izgubile. Danes bi jo lahko ob 13. dvignila pri vas.
Pa me zanima, ali lahko hčerka pride sama iskat ali moram biti zraven. Prevzem osebne izkaznice za mladoletno osebo lahko opravi njen zakoniti zastopnik. To je bila še ena tedenska izdaja na televiziji Celje. Hvala lepa za vašo pozornost. Kot vedno ob koncu vas lahko povabimo samo še k spremljanju oziroma gledanju oddaje prihodnji teden ob isti uri na istem kanalu. Do takrat pa lep pozdrav in srečno.